Svetlana Makarovič vas je poimenovala kot Luciferka. A to ni nič napravo znakam disidentka, opornica, feministka, eminentna intelektualka in če nadaljujem še begunka ter plejade doživljivk, ki jih trenutno tudi doživljate. Življenjska zgodba vas je prijala do številnih, kot pravi dr. Milharčič-Hladnik, doktorica Milharčič-Hladnik, do številnih tako imenovanih sestavljenih identitet, kako jih je ona definirala. Kako vi razmišljate o vseh teh vaših življenjskih zgodbah, identitetah? Ja, to so tisoče napak, ne? Tisoče napak, ki sem jih potem, morda sem nekaj popravila, morda pa ne. Vsekakor sem se potrudila v nekaterih fazah svojega življenja, da se spremenim, pa se ni steklo. Namreč prva velika odločitev je bila prva definicija, če hočete, identitete, je bila ta v zelo, zelo zgodnji mladosti, s čem se bom ukvarjala, ne. In moja seveda prvi izbor je bil, da bom šla v veterino in verjetno bi to bila najboljša odločitev. Ampak sem potem bila amaterska veterinarka večkrat in sem se dobro izkazala in to so mi tudi veterinari potrdili, ko sem reševala različne živali, ne. Ampak je ključno je bilo to, da sem živela v nekakšnem družbenem okolju, v katerem revščina ni bila nobena ovira. In si lahko se izgradil kot, zdaj bom seveda pretirala, ampak kot aristokrat duha, če si hotel, kar je vse bilo dostopno. Knjižnice, šola, šolanje, vse je bilo dostopno in si lahko bil aristokrat duha, čeprav si živel v zelo majhnem stanovanju, imel neluksuzno hrano, nisi mogel slediti modnim trendom, ki so obstajali. Torej nič od tega in si še zmeraj bil nekako prepričana v to, da si pač nekaj drugega, ne. In to zahvaljujoč predvsem zelo liberalni vzgoji moje mame, ki je bila lektorica, tako kot je bil moj oče, tako da sem od rane mladosti bila obsedena z jezikom, z izražanjem, z retoriko, stilom in ostalimi, ne. In ki je na vso srečo, ko sem bila zelo majhna, delala v založniški hiši za dečjo otroško književnost. Dečja knjiga se to imenovalo in so res bila Desanka Maksimovič je bila v uredništvu in Mira Alečkovič in tako naprej. Torej, to, da sem ves čas poslušala tekste in to dobesedno, ker je moja mati po noči delala honorarno z drugo kolegico in to lektura je tako izgledala, da so prinesli tako imenovane šife. To so kosi tiskanega papirja, ki so bili po kilometer dolgi. Ena je čitala, brala šif, druga je pa brala tipkano verzijo in potem je bilo primerjanje in popravljanje. Ja, to je bilo tako na glas torej. In jaz sem v svoji postelji, seveda v majhnem stanovanju, vse to poslušala in potem pa je prišla tudi knjiga, tako da sem se zelo zgodaj zavedala, kaj je knjiga in kaj pomeni. No, to je bilo prvo, torej moja prva odločitev je bila, da sem aristokrat duha, ne. Potem je prišlo študiranje, ki je moji mami, ki je drugače bila umetnostna zgodovinarka, ampak seveda ni nikoli delala v svoji profesiji, razen veliko pozneje, je pač svetoval asistent, koleg, arheolog, da nikako ne grem na arheologijo, kar je bila moja ideja, ker so arheologi neumni. In naj jaz grem na klasično filologijo, ker se bom naučila jezikov. In potem sem seveda kaznovana, da sem se poročila z arheologom. Absolutno. Tako da, to je bila druga odločitev. In seveda potem je prišlo tisto ključno, 68. leto. In tu je moja identiteta res doživela kar nekaj udarcev in sem takrat pač našla svojo smer. Prvo, to je bilo predvsem intelektualno druženje. Jaz nisem bila marksistka, nikoli nisem šla v stranko, v komunistično stranko, ampak debate so zame bile dragocene, ne. Teorija je zame bila, ta kontakt s teorijo je zame bil dragocen in pa sem tudi doživela neke lekcije, ki so bile ključne. Prvo recimo, ko sta dve moji kolegici začeli govoriti o feminizmu na tisti skupščini, ne, dvorišče, 2000 ljudi, ki hočejo poslušati vse in potem pa pride feminizem
in potem dečki pravijo, ne zanima nas. Propade feminizem, jaz sem se takrat odločila, jaz bom feministka, seveda, kaj drugega, ne. In potem pa drugo, kar je bilo zelo zanimivo, to je bilo, da trenutek revolucije in potem mladi ljudje, dečki, kot jim jaz pravim, ne, se takoj začnejo obnašati točno tako, kot folklora revolucije zahteva, ne. In to je bilo tisto, okupirali smo fakulteto, ne, zdaj pa sestro, dajmo se dati dol, ne, in to potem pridejo v prvo vrsto tisti najbolj zmozolji, kategorija Z, ne. In to mi je postalo precej jasno, kaj pomeni praksa revolucije, pa sem rekla, to pa ne, ta del pa ne. Tako da sem res doživela nekakšno, če hočete, odkritje, apokalipso. In mi je tudi postalo jasno, ker sem bila študentka in to tiste najbolj nore katedre klasične študije, to pa res nihče ni šel tam razen takih tipov z očalmi, ne, oziroma tovariši z očali. In potem mi je padla, res mi je padla zlata gos v krilo. Namreč po 68. letu je komunistična stranka na fakulteti, ki je seveda obvladala vse, je hotela narediti tako imenovane svobodne volitve, kar to naj bi ugajalo študentom, a ne to po revoluciji, ne. In so hoteli imeti nekoga, ki bi bil popolnoma instrumentaliziran, pa ne bi bil sumljiv študentom, da bi bil agent UDBE ali nekaj takega, ki bo organiziral te lažne volitve, ne. In to sem bila jaz, najboljša študentka generacije, najboljša študentka univerze v tem trenutku, tudi to sem dobila kot naziv, ne. Klasična filologija, očala, idealna, ne. In so me potaknili, da jaz organiziram volitve. To je bil moj trenutek, jaz sem organizirala demokratične volitve. In sem bila zelo ponosna, to je pa res bila atenska demokracija, vsi so volili, vsi so oddali svoje glasove, tako da vsak posebej, tako da se res ni bilo prevare. In potem smo pred vsemi komisije preštele vse. In seveda so za fakultetske študentske organe, tako imenovani FOS, izbrani vse sami najhujši ekstremisti in vodje revolucije. Vsi so izbrani in mene so izbrali tudi. Torej, to je bilo grozno. Takoj se UDBA vrgla name. Seveda so mi odvzeli potni list, potem so me enkrat tudi pretepli, vse sorte. Takrat sem bila na črnem seznamu in je bilo popolnoma jasno, na kateri sem strani, ne. Ampak se to namenoma sem naredila prvič, da sama vidim, kako izgledala demokracija, kar me to zmeraj zanimalo, ne, posebej neposredna demokracija, in na drugi strani sem pač dobila prijatelje. Tako da se je začelo neko življenje, ki je res bilo na pol ilegalno življenje, ne. In to je tisto, ko vlada revolucija, to je bil naš vodja, ne, ki je še živ, še zmeraj v ilegali v Beogradu, nima dokumentov in tako naprej. Vlada okrog 3 po noči. Nekdo zvoni in vlada pravi, skrijte dokumente. Jaz pa skrijem te dokumente in tako naprej. Zdaj to zveni seveda komično, ampak to je bilo življenje, to je bil vsakdanjik, ki smo ga imeli, ne. In tudi recimo to, ko so prepovedali Frontisterion, ta naš časopis, ki ga je vlada na čelu FOS-a, ne, dal je denar za to, to je bil študentski projekt, ne. Vedeli smo, da bo prepovedano takoj, ampak so delavci v tiskarni že naše štose med seboj. Je bilo čisto neverjetno. In smo vedeli, kaj se dogaja, in smo potem iz tiskarne enostavno ukradli nekaj primerkov. In so nas kontrolirali na izhodu, ampak smo ukradli nekaj primerkov. In ukradli smo tudi plošče z ilustracijami, tako da nekje jih še imam. Torej, je bilo ilegalno življenje v tem smislu, da je vse bilo prepovedano, ne? In potem je pa prišlo tudi sojenje Vladi Mijanoviću in skupini, kjer je Frontisterion bil njegova krivda, pa smo se mi javljali kot priče, prostovoljno, da kažemo, da smo mi odgovorni za določene akcije, ne pa ona, ne? In v mojem primeru je to izgledalo tako, da so me poklicali na pač pogovor, ne, z sodnikom in agenti, ne, ki so veselo sedeli pri sodniku.
In je to trajalo 12 ur. In na koncu so oni bili bolj izčrpljeni kot jaz. Jaz mislim, da sem takrat pač predstavila svoje najboljše predavanje v življenju. O tem, kaj pomeni atenska demokracija, kaj pomeni termin Basileus, pomeni kralj, in to smo dali Basileus in se je nanašalo na Tita, jasno, in tako naprej. Torej, je bila neverjetna zabava in takrat sem spoznala odvetnika Srđa Popovića, ki je umrl 6 let nazaj, ki mi je potem povedal, da bi največ na svetu zaželel mene kot pričo. In seveda me niso vzeli kot pričo, zaradi tega, ker sem bila prenevarna. Ampak mi je bilo popolnoma jasno, kaj se bo z mano dogajalo. Prvič, da ne bom imela karijere na univerzi, kar nima šanse, ampak sam potem, ko sem diplomirala, v vseh teh najhujših trenutkih, pač sem dobila pozicijo v tem inštitutu za književnost, ki je sicer, to je v socializmu bil nenavaden običaj. Tisti, ki so bili prenevarni za predavanje, za javni kontakt s študenti in z javnostjo pravzaprav, so lahko dobili kakšno raziskovalno pozicijo. Ne? In to je bila plaža za kar nekaj kitov, ki so se znašli v plitvem. In je bila dobra atmosfera, edino, da pač nisi mogel pisati. Ne? Tako da res, ko je Tito bil živ, ni bilo šanse. In ko je Tito umrl, jaz sem takrat bila v Atenah na štipendiji, s potnim listem. In nas je bilo 4 štipendistov in smo proslavljali 3 dni, ko je umrl. Priznam. Šli smo v najboljše lokale, šli smo na glasbo, šli smo na festival Woody Allena, da bi se režali kakšnih 8 ur brez konca. To so bili tisti njegovi zgodnji filmi, potem je postal neznosni buržuja. In pa smo pač uživali. In potem je ena epizoda, ki me je obrnila že spet, ampak na dobro me je obrnila. Šli smo na veleposlanstvo v Atenah, da se podpišemo v knjigo žalosti. Predvsem, da bi videli, kako se obnašajo zdaj ta naša jugoslovanska nomenklatura. So izgubljeni, so histerični. Pravzaprav smo šli, da bi se veselili. Iskreno povedano. Ne? In potem smo prišli do te ambasade, ki je prekrasna hiša na velikem bulevaru, znanem. In zunaj na ograji, pred ograjo je bilo kar nekaj starcev, ampak pravih starcev, ki so bili, nekateri so bili tudi invalidi, vsi so bili izjemno revno oblečeni, ampak tako kot se reveži oblečejo za pogreb. Najboljše, kar imamo. Ne? In nekateri so jokali. In sem seveda bila radovedna in sem se z njimi tudi pogovarjala in sem zvedela, da so to partizani, grški partizani, komunisti, ki nikoli niso prišli na oblast. Komunist, ki nikoli ni prišel na oblast, je izjemno privlačen, mentalno in po obnašanju in po etiki in po vsemu. Ne? In sem potem zastopala, oni so pa iskreno žalili, so bili popolnoma uničeni s tem, da je umrl nekdo, ki je za njih bil simbol neodvisnosti. O tem pa nikoli nisem premišljala. Ne? Ki je uspel, oni pa niso, ker so jih na Jalti dodelili kapitalizmu in uničili. Ne? V veliki meri uničili. No? Ker grško partizanstvo je bilo enako močno kot jugoslovansko, to sta bila najbolj močna upora v Evropi in nobenega dvoma. Ne? In seveda so jih morali ločiti, da bi... Ja, da ne bi bili še bolj močni. In Grčija, sodobna Grčija ima to, da je pač doživela šok, da ni doživela socializma. Mi smo pa imeli šok, da smo doživeli socializem. To je treba razumeti. Ne? No, to je bil drugi obrat. Ne, da bi spremenila svoje mnenje o Titu, ampak sem spremenila svoje mnenje o kontekstu, v katerem je Tito lahko pomenil različne zadeve, ne? Za različne ljudi. In to sem začela spoštovati. Nič drugega. Ne? To so bile te prelomne točke in potem je prišla najbolj prelomna od vseh in to je bilo leto 1985, ko je ta disidenca, ki je že bila trendi v Jugoslaviji. Če si bil disident, si pravzaprav lažje objavil neko knjigo, kot če nisi bil, da se razumemo. To ni bil ne vem kako trpeči položaj.
Seveda si lahko imel kakšne majhne škode, ampak potem si pa, disidenti so bežali iz Bosne v Zagreb, Beograd in Ljubljano. Če nisi mogel objaviti tukaj, si šel v Ljubljano, če nekdo v Ljubljani ni mogel objaviti nekaj, šel v Beograd. Torej, so bile neke možnosti. Ne, da bi to bilo idealno. Vsi smo imeli sanje o parlamentarni demokraciji, to je bila obsesija. Ne? Jaz sem bila res nora na parlamentarno demokracijo in smo, to, ko so bili te svinčeni časi, smo imeli igrico, ki se imenovala parlament. In to, da bi se doma razdelili, skupina recimo 20, a ne? 20 nas je, in se razdelimo in pač naredimo stranke in potem volitve in potem parlamentarno življenje. Moj bo kakšna zabava, do jutra smo se lahko igrali in potem pa burek. Ne? To je bilo to. Zabava je bila neskončna. In obsesija z parlamentarno demokracijo je bila zelo, zelo velika. In moj politični program je bil zelo enostaven. Človeške pravice, svoboda izražanja, parlamentarna demokracija. To so bile moje politične sanje. Ne? In potem 85. leta, kar naenkrat se je med disidenti, pravzaprav, kar je najbolj tragično, razvila neka debata, ki je bila prisotna seveda v zelo intimnih krogih in tudi pri članih stranke, komunistične stranke, da ne bi mislili, da je to bilo tako enostavno. Ne? To so bili antikomunisti, ki so zdaj dojeli, da je trenutek. In so začeli med disidenti širiti idejo, da so od individualnih človekovih pravic bolj pomembne kolektivne. Da je zgodovina pomembna, da je kolektiv pomemben, z drugimi osnovami, z drugimi besedami so zasnovali nacionalistični diskurs. In to so intelektualci krivi. Povsod, v Srbiji, na Hrvaškem, v Sloveniji. Povsod so intelektualci to začeli. Ne se slepiti, kdo je to začel. To so intelektualci začeli. In ko se je to začelo, sem jaz imela izbor, a bom šla zdaj v nacionalno histerijo, a bom odkrila svoje korenine. In so mi res, člani stranke so mi govorili, saj ne moreš mimo naroda. Kakšen narod? Baš me briga za narod. Baš briga za to, ta občutek, drugo je v narodu, ne? Kar je treba negovati. In sem se odločila in to je bilo ključno. Takoj so me začeli, sem bila odrinjena, sem bila izločena, sem se kregala z vsem, sem izgubljala prijatelje v ritmu od 3 na teden in to z veseljem moram priznati. Nič mi ni žal. Božidar je trpel veliko več, ker je bil zaljubljen v beograjski šarm, v te prijatelji in z njim je pač se mučil po celo noč, 2 flaški viskija in ena debata. Ne? In na koncu se vse konča, da ta rafinirani prijatelj, intelektualc, kandidat za akademijo, v katero na svojo srečo nikoli ni prišel. Malce sreče. Ti pove na koncu, ampak to mi je v krvi. In potem, ko je njem to zadeva, ki se tiče krvi, ga pač vržeš v smeti. In to je konca. Ne? Ampak je težko, priznam, da je zelo, zelo težko bilo. Vsekakor je to bilo obdobje, v katerem sem se popolnoma ločila od tako imenovane srbske kulture, pa tudi drugih nacionalnih kultur, nič manj. Odkrito povedano. To je moje naslednje že vprašanje. Ja, že posebno na naslednje vprašanje, ker sem jim bom to povedala, vas bom prekinila, ker se mi je zelo, zelo zanimivo. Ker ste v filmu Trojanke omenjate zgodbo vašega detka, ki ne bi bil po mačarski Rom, pa še nekaj. Jaz sem videla fotografiji, ni nobenega dvoma. Ne? Ampak se je izdajal za nacionalnega Srba, ko je pa prišla ta neodvisna država Hrvaška. So ga preganjali, mučili, kateri so ga ubili? Ja, vse so ga ubili v vodi, verjetno, z metke. Tako, skočil je pa sam. Skočil pa sam, je bil odličen plavalec, ja. In takrat je vaša babica začutila, da sovraži moške in sovraži politiko in bila spontana? Ona se je že neformalno ločila od svojega soproga, ker je malce pretiraval z obiski kuplerajev. Ampak, kar me zanima tukaj je ta zgodba tudi vplivala na to, kako
gledate na nacionalizme? Absolutno. To je bila zgodba, ki ste ji seveda povedali mama in babnica. Jaz sem živela v ženski družini. Ker mama se je ločila od mojega očeta dosti zgodaj, ko sem imela 4 leta. Tako da sem živela v ženski družini in pa ta, če hočete, izobraževalni diskurs mojih žensk je bil, politika je umazana, najhujše v politiki je nacionalizem, vsi smo enaki, Hrvati niso ubili mojega soproga, ampak so ga norci ubili. To je bil njen diskurs. Niti Ustaše ni omenjala, samo norce omenjala, ki so ubili njenega soproga. Ne? In potem seveda one dve sta doživeli v Osijeku, kjer se je to dogajalo nekaj čisto izjemnega, njih so rešili Nemci. Ustaši so že hoteli jih, tudi ženske, ker so vse moške v vseh teh povezanih družin srbskih ubili, so hoteli tudi ženske, pa so jih Nemci dali na vlak, ki je šel v Beograd in potem so v Zemunu, ker mostov ni bilo, so bili porušeni, v Zemunu sta dobili delo, da čistita ruševine, se pravi, da mrtve iz beogradskih ruševin. Jemljete. Ampak na srečo sta imeli stanovanje v Beogradu, ki ga je dedek za svoje avanture imel tako imenovano stanovanje za užitke beograjske, kar je bil nemogoč, res, dedek je bil. Mislim, a veste, če bi bila Ustaša in pa imam pred sabo znanega Srba, bogatega ali pa ne bogatega, ker je vedno šel iz bankrota v bogatstvo, to je bilo zelo dinamično, pa tudi kockar je bil, vse je bilo. No, takšna oseba, ki je pred kupleraj v hotelu Royal v Osijeku pripeljal katoliškega svečenika pijanega v odprtem fijakru, a ga ne bi ubili. Jaz bi ga takoj ubili, kar se tega tiče res. No, vsekakor, to je ta cela zgodba, ne. In ta feminizem je bil pri moji babici, ne toliko pri moji mami, ki je bila bolj tolerantna, ali pa je mislila, da je bolj tolerantna, ampak babica je bila pa prava feministka. In mi je vedno govorila, ti se moraš šolati in biti neodvisna, potem pa si misli, če se hočeš poročiti. Ni nujno. To so bila njena stališča, ona je res bila temeljna, prava, spontana feministka. Tako da, ja, ko imaš tako babo. Oblikovali takrat ideje. Ja, absolutno. Absolutno. Une dve sta bili Jugoslovanki, ampak ne po prepričanju. Po praksi sta bili Jugoslovanki in to jim je bilo všeč. Zdaj pa še eno vprašanje, pod vprašanje. Povejte nam, kaj v bistvu ne štima, po domače povedano, v tem konceptu nacionalizma, v tej ideji čistosti, avtohtonosti, naroda, krvi in tako naprej. Nič ne štima. Reč je o psihološkem transferu lastnih frustracij na kolektiv. Nič drugega. To je tista, zavzemamo se za smrtno kazen, kar hočemo nekoga ubiti, ne? Kar smo frustrirani, ampak ne da bi bili krivi za to. Potem naj to dela država, mi pa bomo gledali. Ne? To je ta psihološka struktura, ki je katastrofalna, ki jo psihiatri ne obravnavajo dovolj resno. Meni je zelo žal, ampak jaz ne poznam psihiatra v Sloveniji, ki bi zdravil od nacionalizma. Pa bi moral. Nekdo bi se moral s tem ukvarjati. Ne? Pa rasizma, pa seksizma, pa ostalega. A smo morda slišali za psihiatrijsko terapijo nekoga, ki nadleguje ženske na delovnem mestu? Ne. Ne? To so zadeve, ki bi se morali psihiatrično obravnavati. In mi se ne zavedamo tega in mislimo, da je to nekaj, kar namreč biti nacionalisti prinaša položaj, denar, ugled, oblast. Ne? Oblast nad drugim. Saj naj je samo oblast nad ženskami in medvedi, pa je dovolj. Ne? Torej, to je resna zadeva za psihiatre in ta država se ne zaveda tega. Država tukaj v Sloveniji, kar je tako mehna, ne, bi morala skrbeti za psihično zdravje državljanov. Ne v tem, da kaznuje retardirane ali da omejuje avtistične otroke, ampak čist drugo, da osigura situacijo, v kateri državljani ne bodo noreli z nacionalizmom, seksizmom in rasizmom, ki seveda so vzrok drugih socialnih razmerij in katastrof, ki se bodo zrušile na mehno državo, če prevladajo.
Tako da jaz mislim, da je to zelo resna zadeva, v kateri bi v normalni državi bi država morala prepovedati enostavno vire nacionalizma, sovraštva, govor sovraštva in ostalo. Tukaj se jaz kot nekdo, ki se dobro razume v svobodo izražanja, trdim, da je temu tako. In sem se naučila razliki v Ameriki. Ko sem šla v Ameriko prvič 93. leta in ko sem začela sem bila na kampusu, zmeraj sem v Ameriki bila na kampusu, ki je zame idealen način življenja, priznam. In sem se s svojimi kolegami in kolegicami pogovarjala o tem, kaj se dogaja, vojna v bivši Jugoslaviji in vse ostalo. In ko sem govorila o svobodi izražanja in vsem tem in o vlogi intelektualcev, so jim malce čudno gledali, pa so rekli, saj intelektualci nimajo moči. Sem rekla, imajo. Imajo moč, ki jo je socializem dogradil. Nacionalni intelektualci prejšnjega obdobja, pa še socialistični intelektualci. In potem so me naučili, da predvsem premišljujem o pojmih, ki so tukaj v Sloveniji skoraj cenzurirani. Vsak filozof slovenski bo z veseljem kup smeti vrgal na politično korektnost. Politična korektnost je takšno veselje dečkov, kako sovražimo, nas uničuje individualno, malo jutri, ampak dobro. To so v 80-ih počeli. Zakaj so sovražili politično korektnost in afirmativno politiko? Zaradi tega, ker je to bilo enostavno. Režim pač ni reagiral na to. Zadeva je bila popolnoma tuja, ker politična korektnost je že obstajala v jugoslovanskem sistemu. Ključ za spol, ključ za etnično pripadnost, ključ, ki smo jih sovražili ključe, kar so na določena mesta prihajali po tem pravilu, ne po pravilu kvalitete. Si recimo imel šolo in vrsta je bila na madžarskem učitelju, ki je morda bil slabši od srbskega učitelja, ampak to je bila politična korektnost. In je bil ženska, ker je vrsta bila takšna, in ne moške. To so že bile korenine politične. To so bile neke... Absolutno. In smo jih sovražili. Res smo jih sovražili. No, vsekakor sem se naučila, kaj je politična korektnost in kako pomembna je. Ker v najhujšem obdobju Amerike pred Trumpa in Bushev, v obdobju Reagana, je politična korektnost recimo v Kaliforniji pripeljala nazaj na univerzitetno pozicijo Angelo Davis, ki je bila v zaporu, kar je sodelovala z črnimi panterji, z bratje Soledad in ostalo, ne vem, če se kdo spomni teh slavnih dogodkov. Torej, politična korektnost je v Kaliforniji res pripeljala do temeljnih sprememb v socialni strukturi, v strukturi oblasti, v pogojih za invalide, v antirasizmu in ostalo. Recimo, še danes na večini ameriških univerz, ko berete recimo razpise, razpis je tipično komponiran tako, da prednost, ne enakost, ampak prednost imajo tretji svet, ženski invalidi. To je dosti tudi na evropskih univerzah. Ja, zdaj pa je, točno. Res, točno. Tako da tega se nismo naučili, niti v 25 let slovenske samostojnosti se nismo tega naučili in to je res krivda te države, direktna krivda te države, da se nismo naučili. Torej, to je bilo ključno za mojo opredelitev, če hočete, da se naučimo in to je popolnoma brezupno, kar pravi filozofska elita, ne mara politične korektnosti. To je pa res za ženske ali pa nekaj drugega, kakorkoli že. No, sicer nekatere prakse, LGBT prakse so že zdaj kažejo, ampak to še ne pomeni, da tisti, ki so trpeli v preteklosti zaradi rasizma in izločenosti, bodo imeli prednost. Nasprotno, v Sloveniji nimajo prednosti in to je jasno, da politična korektnost pravzaprav ne velja, enostavno ne velja. Torej, politična korektnost in nacionalizem, čeprav sta tako ločena pojma, gradita tisto negativno osnovo, na kateri lahko pride do puča in nacizma v Sloveniji. In bojim se, da to je zelo težko zastopati. To lahko vidimo tudi na primeru diskurza o migrantih, ne? Absolutno. Mislim, to je bilo tudi moje nekako naslednje vprašanje, ne?
Ker 91. ko ste prišli v Slovenijo, ste Jaz sem prišla v Slovenijo 75. leta in sva midva živela v srečni nomadski skupnosti 15 let, vse do vojne. Sva bila zelo srečna in to je, v tem smislu je to srečno obdobje, ker sva potovala skupaj, ker sem enkrat, dvakrat na teden se usedla na poslovni vlak, je bil perfekten. In prišla v Slovenijo, medtem sem prebrala 2 ali pa 3 knjige in zelo, zelo uživala, tako da ja, to je bilo možno, to je bilo možno, zaradi tega pač... Sem bila, ja, seveda, sem bila migrantka, tako kot večina naše prijatelje v Zahodni Evropi in v Ameriki, ne. In drugo, kar je zelo pomembno, zaradi tega, ker nisem bila vpisana kot tukaj, nisem bila prijavljena, to je bil termin tukaj v Sloveniji, jaz pravzaprav nisem mogla biti izbrisana. In nisem dobila državljanstvo do 93. leta, sem bila napadena ves čas in vse ostalo in sem se obrnila pismom na Igora Bavčarja, ministra notranjih zadev, ki je bil nekdanji prijatelj, sva skupaj bila v odboru za Janeza Janšo in Janez Janša je prišel v Beograd k meni in Vladotu, o katerem sem govorila, da pač dobi našo podporo, ne da bi se on spomnil tega, ampak to. No, vsekakor, totalna amnezija. In sem potem dobila pismo od Bavčarja, ki ga sploh nisem razumela nekaj let. Zelo megleno pismo in potem sva po nekaj letih, Božidar in jaz so vzela to pismo in prebrala. Kaj je Bavčar povedal? Da mu je zelo žal, da nima možnosti, da me izbriše. To je bilo to. Tako da jaz nisem tehnično mogla biti izbrisana, ampak nisem mogla dobiti državljanstva. Čeprav sta 3 ministrstva so podpisala predlog in sem tudi imela izpit jezika, sicer izpit slovenskega jezika se je dogajal v stavbi na Beethovnovi, ki je bila tajna služba. Oni so mi dali. Ja. Ne, niso seveda. 3-krat so me odbili in tretjič, po tretjem poskusu ta dan sem bila na Bledu, na Penu, kjer seveda nisem bila povabljena, ampak Adam Mihnik znorel, ko je slišal, da nisem bila povabljena, pa me je povabil sam. No, je prišla, po noči je prišla intervencija iz francoske diplomacije čez Jordan, of all places, in jutri sem dobila državljanstvo po francoski intervenciji. Zelo mednarodno. Zelo mednarodno. Kar me zdaj tukaj zanima, omenili ste leto 91 in tako naprej, in ta situacija danes, s tem diskurzom. Vi ste zelo ostro nastopila proti medijskemu diskurzu danes, ki je predvsem zelo nasilen, zelo sovražno nastrojen, tako do beguncev. A hkrati pa sta tudi ostro nastopila proti militarizaciji današnje družbe, predvsem slovenske. Tako, mene zanima, tukaj, kakšne so bile recimo razlike med letom 91 pa danes, kako so takrat govorili o migrantih, ker konec koncev bila to ena država, katere državljani so prihajali k nam, Seveda, enako so govorili, ne se igrati, enako so govorili, samo da se tega ne spomnimo in samo da so mediji bili Delo in Dnevnik in ostali, Republika in ostali vodeči mediji, ne pa to ministrstvo Goebbelsovsko, ki ga ima SDS. V Delu se je pisalo, kaj tam javka, a je nekdo stopil na rep, četniško gnezdo, to je bilo naše stanovanje, pa tako naprej. To je bilo v glavnih časopisih. Kaj jaz hočem? In posebej so bili besni, ko sem objavila nek članek o svoji totalni naivnosti, ker, veste, jaz pridem iz Beograda, kjer sem se odločila oditi iz 2 razlogov. Prvo, da so me napadali in grozili
In sem bila kraljica izdajalk pravzaprav, ne? In sem bila zelo ponosna na svoj položaj. To je bilo eno. Drugo je bilo to, da pač nisem mogla dobiti nobene zaposlitve in sem morala nekako pomagati materija, ne, ki je ostala sama v Beogradu. In potem je edini način bil pravzaprav, da grem v Slovenijo in potem pošiljam. Nisem vedela, kakšna bo situacija na začetku vojne. To je bilo obleganje Vukovarja, ne, ki me je popolnoma uničilo, ne, psihološko. In pridem, glavna izdajalka, glavna sovražnica vsega srpskega, tako so me imenovali, ne. Pridem v Slovenijo in sem tukaj neka Srbkinja. To pa je bil padec. Za moj ego je pa to res bilo grozno. Komaj sem preživela. Ampak sem preživela, ker tukaj tudi bil nacionalizem. Tako. Samo da je bilo pravzaprav veliko bolj nevarno in pravzaprav brez kakšne koli podpore. Tam sem imela nekakšen žepek prijateljev, tukaj pa nič. Nihče se ni upal. Vsaj Mirovni inštitut je odprt nekaj dni pred vojno, ne, in je dobil ogromen državni denar od Janše, ne, in potem je molčal nekaj let, ne, dokler je bila vojna. Nisi smel biti več mirovnika. Ne. In tudi naša akcija skupna, Božidarjeva in moja, ki se je začela 83. leta zoper smrtno kazen. Ker Srđa Popović, legendarni, ne, je hotel to gibanje začeti v Beogradu, ampak ni bilo možno formalno. In potem smo se dogovorili, pa smo v Ljubljani začeli in je bil totalen uspeh. Mladina objavila peticijo, podpisovali so vsi, France Popit je podpisala, ne, tako kot Ivan Stambolić v Beogradu. To je pa res bil totalni uspeh in sem bila zelo ponosna. Torej, jaz sem verjela globoko, da je v Sloveniji možno več kot v Srbiji, pa ni bilo možno. Res smo, recimo 92. leta smo se še res ilegalno dobivali po zadnjih sobanih v kavarnah mirovniki, ki smo hoteli nekaj narediti. Res, tako je bilo. Ni bilo možno javno biti mirovnika. Ne? Saj smo imeli v parku na trgu, na Kongresnem trgu tisto akcijo z svečami in to je bilo krasno, ampak to je bil sam začetek vojne. Ne? Nekako je funkcioniralo, ampak potem pa ni bilo možno. Zakaj vas ni bilo nič strah? Mislim, ne, zakaj? Sej vojna je bila. Ljudje so umirali, ne? Ljudje z imeni, nekatere smo poznali, ne? Pa so umirali. Ves čas med vojno je nekdo umiral, ki si ga poznal. To je pa res bilo grozljivo. Ne? Seveda ne sinovi intelektualcev, ki so se sklicevali na vojno in pozivali na vojno. Ne njihovi sinovi, ampak taki nesrečneži, ki niso imeli drugega izhoda. Ne? In potem, ko je začela ta mobilizacija v Srbiji intenzivno konec 92. leta, se je pojavila ta moč, ki sem jo prepoznala tako in sem bila zelo, zelo zadovoljna ženske. Ki so prevzeli ulice, ker na ulici se nisi smel pojaviti, če si bil za mobilizacijo, pa so skrivale moške po stanovanjih po Beogradu od očetov. Tudi, ne? In pa potem je bilo sodelovanje žensk med vojno nikoli ni nehalo. Bosanke so takoj šle v Zagreb, Hrvatice so pomagale, da se recimo čez Madžarsko odpeljejo tim dezerterja, ne, in tako naprej. Se pravi, je vladala neka solidarnost med ženskami, kako rečete, neka izbris identitet ali vsaj nacionalno? Ma baš jih briga za nacionalno, res. Vse jih je ogromno bilo vmešanih zakonih. Ne. In vseeno, katere etničnega porekla je bil moški oziroma mož, je bil sovražnik. Kar je recimo hotel sina poslati na fronto. To so zadeve, v katerih etično ne pomeni absolutno nič. Ne. Če imaš sina, ki mora iti na fronto, pa res, ga boš poslal kamorkoli. Mimo očetove volje in mimo državnih razglasov. Res, to ni kaj. To je. Osnovna dolžnost je zaščititi življenje. Se vam zdi, da je nekaj takega možno tudi v današnji družbi? Mislim, da bo še tako. To bomo še videli. Jaz se resno bojim, da se zdaj organizira neka fronta, ki pač producira sovražnike, ki producira tiste prve žrtve, tako da se tista neutralna večina navadi na to, da bo nekdo šel in izginil.
To je tista šala o biciklistih, a ne? Se ne spomnite? Ne? Mogoče sem pomala. In to je, da se dva pogovarjata, da pač prvo so odpeljali vse Jude, potem so odpeljali vse invalide, potem so odpeljali vse, ki imajo črne lasje in tako naprej. In končno so odpeljali tudi bicikliste in potem pa tisti drugi sprašujejo, zakaj pa bicikliste? Pa mu pa odgovori, zakaj pa Jude? Torej, ko bomo končno videli, kaj se dogaja, ne? To je to. Stara šala o biciklistih oziroma kolesarjih. Namreč to o migrantih hočem nekaj povedati, kar mislim, da je zelo pomembno. Zelo poceni za slovensko državo 2015. leta in danes še bolj, zelo ekonomično in humano bi bilo, da Slovenija organizira sprejemne centre na meji. Da o teh sprejemnih centrih obveščuje Bosno in Hercegovino in Hrvaško in tudi, če sama organizira prevoz, recimo 100 ljudi, to pa res ni veliko, ne? Da so pač redni prevozi, da potem v centrih sortirajo, naredijo triažo, želja, porekla, vsega, kar je potrebno, tudi pri obstoječih zakonih, nič ni treba posebej spreminjati. In potem pač ekspedirajo tiste, ki hočejo v Nemčijo, potem v skandinavske države. To bi bilo veliko bolj poceni, brez nasilja, brez žice, ki ogromno stane, ki ubija živali, ki uničuje človeško življenje in vsakdanjik, ne? Ker nihče noče ostati v Sloveniji, dajmo enkrat razumeti, ne? En na leto, a res ne moremo preživeti z enim na leto, ali pa z 10 na leto tudi, ne? Ampak ne, gre za nekaj popolnoma drugega. Morda je moja teorija popolnoma nora, ampak mislim, da je nekaj resnice v tem. Delodajalci in kapital hočejo imeti sužnje, neplačane delavce. In zaradi tega jim pravzaprav odgovarja lov na migrante. Odprti lov na migrante, pri katerem bi brez dokumentacije, brez veljavnih zakonov, ki so izjemno nenaklonjeni, torej brez tega, brez formalnosti, brez administracije, brez policije, brez vojske, oziroma samo v vlogi lovcev, dobili delovno silo, ki je brezplačna, za katero niso sploh odgovorni, za katero ne morejo plačati davkov, katere ni potrebno prijavljati, ni potrebno skrbeti, nimajo zdravstvene zaščite. To je ideal delodajalcev. To hočejo. Takšne migranti. Zaradi tega jim tudi ta politika, žica, vojaki, konjica, karkoli že, jim je odveč. Oni hočejo dobiti v roke direktno svoje sužnje, da jim delajo. Ne? To je ideja. Ne se slepiti. Da je drugačno. Seveda. S tem se celo jaz strinjam. No, mislim, dosti ta argument tudi prisoten v Italiji. To je tako očitno v Italiji, ne? In seveda potem pa imate sužnje, ki delajo, paradižnike, ki jih kontrolira mafija, in Salvinija, ne, ki to hoče zaščititi. Takšen način. Saj njemu ne odgovarja Lampedusa, sprejem, medicinski pregled, nič takega. Oni hoče dobiti na morju in jih takoj peljati na farmo, ilegalno farmo in potem zaslužiti s paradižnikom. Ne. To je pa čisto neverjetno. To se v Evropi dogaja, enostavno ne verjamem. Ne. Imamo posnetke pohoda teh Mussolinijevih na Rim, zdaj pa imamo tipa v kopalkah z trebuhom, ne? Ki vodi neke ženske v bikiniju, ki je malce zavlečen tam, pa ga vadi pred kamero. Mislim, dajmo. To so pohodi na Rim danes. Ne? In zatem pa paradižnike. Ne? Ampak dajmo se še malo vrniti k naši temi. To je naša tema. Ampak kaj je tisto zdaj ključno vprašanje, no, ko sem vam mislila postaviti, je ta, da ves ta čas, ves ta vaš angažma bo in tako naprej. Vi ste ugotovila, si predstavljam, da ste ugotovila, da je jezik, konkretno recimo pisanje, vaše zelo močno orožje, v boju proti temu, tej neenakosti in tako naprej. Sicer jaz dobro kuham. To je tudi orožje, če treba nekoga nahraniti. To je še najboljše orožje. Zelo dobro, ne.
Ampak kako, ali pa temo tako, no, bolj artikulirano povedati, kaj vi menite o pisanju, zlasti o pisanju v umetnosti, v književnosti in tako naprej, vas ta angažma v družbi. Lahko umetnost konkretno spremeni svet. In kako ste vi, zlasti preko tega romana Istomesečniki, ker se mi zdi, da je tudi dosti autobiografske. Ne, to je naslednja generacija. Opisujem svoje študente, pravzaprav. Dobro, še boljš. Kakšna je vloga recimo tega romana pri tem družbenem angažmaju? Noti tudi kritizirate nacionalizem. Ja, parodiram Dobrico Ćosića. To je bil veliki užitek in razlog, da roman ni mogel biti objavljen 20 let. Šele po njegovi smrti. Tako da nek učinek ima, torej kaj je umetnost oziroma pisanje, literatura, tudi družboslovje pa humanistika. Kako spreminjata današnjo družbo, kako pripomoreta? Ne morem potrditi, da sploh spreminja. Ta moj roman je slow seller v Srbiji, ne vem, kako je v Sloveniji, to je zelo težko v tem zelo majhnem področju oceniti, ampak dobro se prodaja. V Srbiji pa slow seller se pravi, da ga vedno nekdo kupuje. Kar spodbuja nado, seveda ne more biti top seller, kar je pač izrazito kritičen. Ni šanse, to večina ne sprejema. Ni niti napaden, kar je dosti čudno, ampak status knjige v Srbiji je drugačen tudi. Ne verjamem, da spreminja. Bralci in bralke se mi pogosto osebno pač pišejo, ne? In pravijo, da so se režali in so se razjokali, ko so brali mojo knjigo. Vse to je cilj. Ker razjokati se je tudi sreča, lahko. In po mojem je pisanje samo za avtorja je sreča in če izzove malce sreče pri bralcih, to je to. Nič več. Nekatere knjige ostanejo v spominu, pa se vrnejo v trenutku, ko so potrebne. To je tudi nekaj, s čemer pisatelj lahko računa, ne? V tisti delček sreče. Drugače pa, da bi spremenile svet, tako kot je Harriet Beecher Stowe spremenila svet, ne, s svojim romanom o Črncu, je težko v tej družbi, zelo, zelo težko v tej družbi. Zdaj pa na vso srečo recimo veliki propagandni fejki nimajo uspeha. To se recimo v 30-ih se je tudi to zgodilo, da pravi fejk doživi uspeh in je ključen za spremembo politike. Na vso srečo to danes ni možno. Tako da jaz mislim, da edino, kar književnost lahko z ambicijo proizvede, je pa res prostor sreče. Prostor sreče pomeni tudi zmanjšanje nasilja. Jaz pa že pri prihajajoči knjigi, ne? Tako, jaz imam tukaj sicer v srbščini, ampak prihaja pri bolj v slovenščino. To je Šola za delikatne ljubimce. Govori pa o jugoslovanski klasični filologini in sovjetskemu igralcu, ki se srečata v Atenah v času grške diktature, leta 1974, in ju druži pač ljubezen, ampak ljubezen do zgodovine, književnosti, literature. Saj ne pri njemu, on je bolj učenec. Kaj ta knjiga pomeni tudi z družbo, ki se mi zdi, da vedno bolj potrebuje ljubezen in nežnost? Ja, zgodovina te knjige je namreč v mojem branju Rétif de la Bretona, francoskega predrevolucionarnega, medrevolucionarnega in postrevolucionarnega pisatelja, ki je menda ima zaslugo tudi v tem, da je predvidel kompjutersko tipkanje na svojih tiskalnih strojih. Ja, je izjemno zanimiva osebnost. In je govoril o Evropi, o evropski ljubezni in to v smislu neke velike akcije zdravljanja sifilisa, ki je bil zelo resna bolezen. Torej, norec, dajmo povedati, norec. Ampak ima nek esej, ki je pravzaprav knjiga o delikatnih ljubimcih in o tem, kakšen mora biti diskurs delikatnih ljubimcev. Torej, diskurs mora biti delikaten.
Torej gre za nekako intimno izobraževanje obeh, da bi recimo afera bila uspešna. Ni nujno, sploh ne govori o zakonski zvezi, nič take, govori o ljubezni, o aferi, ne? Tudi med poročenimi, ampak z drugimi. Torej je ta popolnoma libertinsko orientirana knjiga. In to knjigo je nek Grk, Riga iz Fera, oziroma Riga Ferejski, ki je imel v svoji glavi, on je šolan v Smirni in je potoval v Francijo in je vedno bil na poti in je zamislil novo Grčijo, osvobojeno Grčijo Turkov, kot revolucionarno državo in pa kot državo, ki naj bi bila pravzaprav ne center, ampak del neke balkanske federacije. To je ideja balkanske federacije. No, in je v tem cilju izobraževanja bodočih grških in federacijskih državljanov prevajal iz francoščine vse, matematične spise, geografske spise, filozofijo, učbenike, enciklopedijo, članke iz francoske enciklopedije in tako naprej in tako naprej. Med drugimi je prevedel tudi šolo za delikatne ljubimce, kar se mu je zdelo, da nova nacija, novi narod mora imeti rafiniran odnos do ljubezni, da bi proizvajal pač državljane, ampak na dober način. Ideja je seveda v popolnem nasprotju z vsemi evropskimi projekti, demografsko in ostalimi, ki zmeraj podrazumevajo represijo. Njegova podrazumeva to, da boljši ljubimci proizvajajo boljše otroke. Dosti enostavno. Tako ekscentrično, tako izgubljeno v času, to delo. Sem bila popolnoma zelo vesela, ko sem v Grčiji našla ta njegov prevod in zelo uživala. In potem se mi je rodila ta ideja o ljubezenski zgodbi, v kateri se srečata dva, ki sta tako nasprotje, tako nemogoča povezava, da je to potem postane primer, kako v komunikaciji, predvsem s kulturo in zgodovino, nastane ljubezenska zveza, ki po mojem ne more nastati drugače kot v povezavi s kulturo in zgodovino. Torej sem si zamislila nekoga, ki je pač poznal grško zgodovino v tem trenutku in to seveda je sploh ni avtobiografsko, ampak je formalno nekdo, ki je bil. Torej jaz sem videla te zadeve, ki jih opisujem kot priča. In sem si zamislila, kdo bi pa bil najbolj nemogoč ljubimec, ki si bi ga kdarkoli zamislila. In to seveda si ne morete zamisliti, kako smo mi v jugoslovanskem socializmu bili ustrašeni od Rusov, od Sovjetov. To ne moremo pisati. Ker naš način življenja je pa res bil popolnoma drugačen od sovjetskega. In samo so rusofili šli v Sovjetsko zvezo. Oziroma naši estradni umetniki, da dobijo denar. To je bila zelo smešna kombinacija. Cenili smo seveda kvaliteto, imeli smo radi, moja generacija, bili smo popolnoma nori na rusko teorijo, 30 let, na avangardo, na semiologijo, na lingvistiko, na interpretacijo tekstov, ki so se pojavili in so prevedeni prvo v Jugoslaviji in šele potem, morda pozneje v Sovjetski zvezi. Jaz sem brala ruščino zaradi tega, da bi to brala. No, v tej situaciji zadnje, ki bi si lahko zamislila kot možnega ljubimca, bi bil nekdo iz Sovjetske zveze. Torej, zaradi tega sem si izmislila ta lik, ki ne samo, da je vse je narobe pri njem, egotični igralec, starejši, kriza srednjih let, vse najhujše. In potem sem si izmislila model diskurzov, ki naj bi jih imela ta dva možna ljubimca v prostorih, ki so obeleženi s kulturo, politiko, ne samo antično, ampak sodobno, recimo okupacija Češke, ki je mojo generacijo udarila v glavo kot nič pred tem. In te elemente sem potem združila v nemogočo ljubezensko zgodbo, ki se ob tem pač končuje s tem, da ona gre v Moskvo, ker bo tam dobila izobraževanje, ki ga ne more nikjer dobiti. Ja. Postavili ste jo pa tudi v specifično okolje, v Grčijo. A lahko poveste še za konec malo več o tej grški? Mislim, da ste veliko krat v Grčiji. Ja, bila sem v Grčiji v ključnem trenutku, namreč 73. leta sem konkurirala za državno štipendijo, meddržavno štipendijo in jo dobila, brez konkurence pravzaprav.
In potem se je izpostavila, da Udba ni imela svoje informatorje na vseh mestih. In zdaj pa bil problem, kaj z mano, nimam potnega lista, dobila sem državno štipendijo. Kako Grkom pojasniti, da ne morejo poslati, a ne? In potem sem dobila potni list sem vedela, da je to za določen čas. In sem šla v Grčijo. Dobila sem ga prej, tako da sem šla tudi na neko gostovanje v Avstrijo. Ja, detajl, ki ga nimate v moji biografiji, sem pela v zboru. Ja. Pela sem v zboru 10 let in pela sem v zboru Srpske akademije znanosti, ki ga je vodil prekrasen muzikolog, prekrasen človek, globoko veren, ampak ekumenist, ne samo pravoslavec. In to je bil pretežno oziroma samo ženski zbor, imeli smo samo enega basa, ki je bil tudi pop oziroma svečenik, in smo peli duhovno glasbo Balkana, ki jo je on odkril iz bizantinskih not v rokopisih, tako da smo peli prvič po recimo 6 stoletij ali pa več smo peli nekatere pesmi v grščini, v srbščini, v bolgarščini, v ruščini, v štokavščini, glagoljaške pesmi smo peli, prekrasna, 10 let sreče. Absolutno. To je bilo lepo. No, zato sem dobila in potem za Grčijo in sem se oktobra našla v Grčiji, medtem pa na vlaku me je agent Udbe spremljal do meje, s tem, da mi je skuhal kavo, kar ni slabo. Imel je celo opremo, mini rešop. No, in potem sem prišla v Grčijo, polkovniško Grčijo pod hunto, ne? In 15 dni pozneje sem se odločila iti v Arheološki nacionalni muzej, ki je do stavbe Politehnike, fakultete, ker je pravkar začel se upor. Tako da sem prišla v center. Zadnji trolejbus, s katerim sem prišla, okupacija fakultete. Okrog polnoči me je nek policaj ustavil in iskal dokumente, videl, da sem tujka, nisem govorila jezika seveda, in me je vrgel van, s čimer mi je morda rešil življenje, ker po polnoči so tanki uničili ograjo in so prišli in se še danes ne ve, koliko študentov so ubili. Naslednji dan sem z diplomati šla po tej cesti, velike cesti, cesta Patision v Atenah in na obeh straneh je bila, kako se to imenuje, tisto, kar ostane od lesa, žagovina je bila na obeh straneh, da pokrije kri. In potem so na Vogalu, moje ulice so ubili nekoga, bila je policijska ura, doživela sem naslednje jutro, sem probala na fakulteto, pa seveda ni bilo nobenega prometa, ampak tanki so udrli v Atene in ko sem prišla na parlamentarni trg, na Sintagmo, so začeli streljati in smo se vsi razbežali in jaz se spomnim, da sem bežala zelo nizko glavo, ker sem bila višja od večine Grkov. In sem z neko žensko z otrokom na vozičku sva skupaj. Sva bežali zelo hitro. In to je bilo mesece in mesece je to trajalo, ta situacija je bilo res. In potem seveda jaz sem prišla v Grčijo zaradi tega, da bi končala svojo revolucionarno kariero in postala znanstvenica. Ne? In potem pad nazaj. Kot v isto zgodbo. Mislim, da je to življenje vam je kar... Ja, je se kar rekli, to morate vi nadaljevati, jaz mislim. Kako? Z vozičkom? Se na 90% terenov ne morem več. Ne? To je problem. Jaz sem svoje življenje skupaj z Božidarjem, v glavnem sva hodila po nemogočih mestih v Grčiji in tudi v Italiji in tudi v Sloveniji, ne? Po arheoloških prostorih. Ne? Tako da tega ni več. Tega je konc. In bi rada potovala, ampak ni več. Ni udobja, ni možnosti. Jaz moram izbirati zelo specifične okolje. Ja, seveda, to je to. Pa beda, ne. Nadaljevati pač s pisanjem. A to ja, seveda, to bom nadaljevala dokler lahko, ne, to bomo videli. Veste, to je epizode iz življenja invalidov, ki nihče ne more razumeti. Ta mesec so 2-krat Elektra popravljala sistem v Ljubljani. In so izključili strujo nekje po polnoči, ki je moj najbolj dragocen čas za pisanje. Ne?
In jaz sedim v svoji električni fotelji doma, tista, ki se dviguje, ne, in mi malo pomaga, dvignjeno, ne, in pišem in kar naenkrat mrak. In potem telefoniramo in pravijo, ja, ob 3 bomo pustili. In jaz zdaj ne morem dol z tega stola, ne morem pisati, ne morem nič. To je pa res situacija, ki je drugi ne razumejo, da si prikovan na stol, ne moreš absolutno nič narediti. Ne? Tako da ja, so tako. In to se 2-krat zgodilo, 2-krat so popravili. Lahko razmišljaš in to mislim, da je. Ja, seveda, potem pa zeniram nekaj časa.